1. maj, praznik dela. Pozabili so priložiti navodila za uporabo. Na straneh katerega manifesta je vpisanih 125 tisoč brezposelnih Slovencev. V ognju katerega kresa so se scvrle delavske pravice, spoštovanje dela, spoštovanje dostojanstva zaposlenih. Na katerem žaru se je stopila solidarnost. Precej se je spremenilo. Včasih je bilo lepo za 1. maj, fabrike smo delali zastonj. Z veliko žalostjo, ker to, kar smo včasih proslavljali, to so že vse v 20 letih zaprli in zapravili in danes nimamo več kaj proslavljati, kot samo to spomine na tisto, kar smo ustvarjali. Mislim, da se bo te vrednote morali spet bolj upoštevati in bolj spoštovati. Praznik dela, mar res? Česa pa naj se radosti delavstvo na Slovenskem? Kje pa je dobra novica, ko so ekonomske pravice gospodarskih in političnih elit v svetlobni prednosti pred socialnimi pravicami delavca? Bolniške, tu so nam že na začetku, še pred pričetkom delovnega razmerja, dali jasno vedeti, da bolniških ne odobravajo. Jaz v 2 letih nisem imela niti enega dneva bolniške, kljub temu, da imam 2 otroka doma. Ko so zvedeli, da sem noseča, mi niso podaljšali več pogodbe. So nam zafurali socialno državo. Zakaj smo prenašali? Zato, ker rabim službo. Več ali manj smo nezaželeni pri delodajalcih, kjer se poslužujejo tega, kar ne piše v zakonu, je vse dovoljeno. Da ti dajo odpoved iz danes na jutri, in en teden pred iztekom pogodbe, da se nimaš priložnosti niti druge službe poiskati. Mi smo en teden v agoniji tu čakali, kateri ne bo podaljšana pogodba. Mladcmi lahko stojim pred pisarnami in uradi in prosim za podporo, pomoč ali štipendijo. Ni to, kar je bilo. Delavec ne obstaja več. Tanta disoccupazione giovanile c'è in Italia e poco lavoro per tutti. Ci sono tanti licenziamenti, tante fabbriche che chiudono, è una brutta situazione adesso. 1 maggio dovremmo fare una rivoluzione probabilmente, dovremmo prendere le armi e andare a Roma a fare qualcosa e poi a Ljubljana. Questo dovremmo fare. Tudi elastika enkrat poči in zgodovina se vsekakor ponavlja. Punt danes, punt včeraj. Lačna usta, kmetje in davki. Danes ni za položnice, včeraj ni bilo za požrešne graščake. Obletnice so koristna zadeva. Vzdržujejo spoznanje, da se menja samo forma. Vsebina je vedno enaka. Takrat, ko spet pride tisti zlati cajt, ne skrbte za orodje, si bom pravo najt. Sem se moderniziral, sekirce nimam več. Tudi se z motorko bi padla glava preč. Pogoltnost je bolezen našega časa. Grabiti, zajemati se, raztezati, posegati, vedno več, vedno dlje, vedno močneje. In ko je že preveč, še ni dovolj. To vsekakor ni produkt, ki bi danes v Portorož pritegnil toliko gostov in bi bil tako pomemben za Portorož, kot je bila igralnica v drugi polovici prejšnjega stoletja. Včasih je dovolj samo dobra ideja. Plovilo je bilo za gradbena dela, za izdelavo pomolov, bila je včasih od Hidra in naknadno smo potem to nekako dobili idejo, da bi to zgradili.
ker je bila dovolj široka in dovolj dolga primerna za to dejavnost. V turizmu je treba imeti zgodbe. In ravno ti projekti skozi Kilometer nič so pripeljali do tega, da smo pač se povezali, pomrežili, če tako rečem, in dejansko ponujemo tisto, pri katerem smo najboljši. Torej, ponujemo gastronomijo, ponujemo prijaznost, ponujemo urejeno mesto. Koliko izjemnih zgodb bo zavedno ostalo nepovedanih, nikjer zapisanih. Odkritje še tako majhnega koščka davne zgodovine deluje kot vznemirljiv dražljaj. In večna bojazen, da si ga nismo prav razložili. Obžalovanje, da se niti z enim atomom ne moremo preseliti v tisti pretekli čas. Zlata barva, delno ohranjena in vidna, delno vidna, in relief pokazali, da je najdba izjemna. Vsi ti predmeti so bili del bogate, obložene mize aristokracije in včasih tudi bogatejših meščanov. Največ je ohranjenih Batan, torej ta majhnih plovil, teh je nekje okoli 50-55, po knjigi monografiji Batane Istre se sedaj pojavljajo nove in nove, tako da je zdaj že kar nekaj tipov dodanih, zelo me veseli, da se bodo ohranile. Večjih plovil pa slovenska obala žal ne premore. To je cela štorija o tem, kako se je sploh z njimi živelo. Zgodovina se lahko dogaja tudi v sedanjosti. Zamik časa, pozabljene obljube. Le da posledice ne bodo vidne šele čez tisočletja, pač pa so tukaj in zdaj. Meni osebno je žal, zato ker tem fantom ne moremo ponuditi pogojev, kot bi bilo potrebno. Zdaj pravim, treninge prilagajamo, ampak mislim, da za celotno občino velika sramota, da nimamo pogojev takšnih, kot bi mogli imeti. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta